Zvok, ki nastane na naših glasilkah, pa ni prav nič podoben našemu glasu. Zveni približno takole. Odvisno od tega, kateri ton naši glasilki pojeta. Kje pa sedaj nastane tista barva in moč našega glasu? Poglejmo si na primeru trobente. Trobentač naredi takole. In te zdaj molekulce zračne se zaletavajo v stene trobente in zvok se okrepi in pridobi na barvi in ven pride trobenta. Enako se zgodi v našem inštrumentu. In sicer naši glasilki naredita zvok. Sedaj pa ta zvok potuje po naših, jaz jim rečem kar ceveh. Po našem žrelu, nosni votlini, ustni votlini, tudi sinuse imamo tukaj, ki sta votlini, in se ta zvok okrepi, pridobi na barvi in ven pride moj glas. A ste vedeli, da je naše žrelo dolgo tam 12 do 15 centimetrov? Ja, to je v bistvu ogromno. Kot ena cev, kot en notranji mikrofon, jaz temu rečem, ker če znamo mi tole žrelo držati fino odprto, potem se zvok, ki nastane na naših glasilkah, super okrepi že v našem telesu in dobi jakost in polno barvo. Ko se bomo učili petje, bomo zato najprej poskrbeli, da je naš izdih optimalen. S tem bosta naši glasilki lepo ploskali, lepo se približevali in povzročili super zvok. Potem pa, ko bomo poskrbeli za to, da ta baza stoji, potem se bomo ukvarjali z obliko naših telih cevi, z premikanjem ustnic, čeljusti in jezika. In bomo s tem oblikovali najrazličnejše oblike cevi in zato dobili različne barve glasu, različne jakosti glasu. In prav zaradi tega je naš inštrument najbolj poseben inštrument, ker se spreminja oblika, kadarkoli želimo, in zaradi tega lahko naredimo ogromno različnih barv, ogromno različnih jakosti. In bolj, ko bomo trenirali petje, bolj bomo te votline obvladovali in bolj bomo obvladovali naš glas.